Danes je bila z moje strani predvsem izpostavljena zgodba našega podjetja Kozilab kot visokotehnološkega podjetja, pa ne nazadnje tudi skupine podjetij, ki se združujejo v okviru Gospodarske zbornice Združenja za informacijsko tehnologijo in bi rekel visokotehnoloških najnaprednejših slovenskih podjetij. Tisto, kar je za nas največji izziv, so predvsem postopki, procesi, ki so netransparentni, nejasni, kar se tiče izida in predvsem trajajo popolnoma nejasno dolgo. In ta neprevedljivost postavlja Slovenijo kot konkurenčno poslovno okolje in pa družbeno okolje v popolnoma deprivilegiran položaj z državami iz našega okoliša. In ko se podjetja trudimo pridobiti kader, je vprašanje tudi, koliko časa, kakšni so pogoji, kdaj bo zadeva pač dokončana. In če teh odgovorov ni in na ta vprašanja podjetje samo ne more dati odgovora, grejo ti strokovnjaki čez mejo. Grejo pa seveda čez severno mejo v Avstrijo, Nemčijo, Švedsko in naprej. In mi bi si želeli, da nenazadnje se zavedamo, da so postopki del konkurenčnega okolja, del procesov, za katere pa je odgovorna država. In mi tukaj smo pripravljeni ponuditi roko, naše kompetence, to, kar znamo, zato da naredimo te procese boljše, bolj predvidljive in nenazadnje ustrezne za našo družbo. Mi se predvsem soočamo z velikim primanjkljajem delavcev, kjer se iščejo na južnem trgu. Očitno bo potrebno pogledati tudi drugam, na vzhodne dežele, kar pa velik problem predstavljajo predolge čakalne dobe. Tukaj bi želeli, da se to pohitri, saj s tem bi pridobili delavce, ki jih dobimo iz ostalih držav, da pridejo tako delati, ker nas ne bo nihče čakal pol leta, kolikor se zdaj čaka na delovno in pa dovoljenje za prebivanje. In tukaj bi si resno želeli nekaj, da bi se naredilo v tej smeri. Mi smo predstavili mnogo predlogov, katere mislim, da so izvedljivi. Mednarodna mobilnost in zaposlovanje tuje delovne sile je nekaj, čemer se soočamo že v preteklih nekaj letih. Največja problematika danes na področju Republike Slovenije in pa nas kot delodajalce je predvsem ta, da so vedno večje potrebe po zaposlovanju tuje delovne sile in s tem posledično vse določeni ukrepi, določene stvari, ki so včasih delovale, v današnjem času več ne delujejo, ne funkcionirajo, so predolge in enostavno skupaj kot predstavniki delodajalcev Slovenije, kot tudi sama država, moramo gledati naprej, moramo gledati, kaj in kje bo Slovenija v enem letu, ukolikor na področju gospodarstva želimo biti konkurenčni drugim evropskim državam. Na današnjem posvetu so udeleženci ponovno ugotavljali, kako zelo akutno je stanje na področju izdaje delovnih dovoljenj. V tem postopku sodeluje zelo veliko resorjev, veliko inštitucij, zato so postopki zahtevni in se tudi dejansko vlečejo. Težko je oddati tudi zelo popolno vlogo, kajti danes so podjetja povedala, da tudi ni popolnih navodil, kako naj te vloge oddajajo. Zato smo udeleženci iskali tudi predloge za odločevalce, ki prihajajo iz večjih resorjev v Sloveniji, kako bi te postopke poenostavili in jih tudi trenutno stanje ublažili. Zato predlagamo prvo skupino predlogov v nekakšnih interventnih ukrepih, kjer bi te postopke, ki so ta trenutek v veljavi, pohitrili in sicer za deficitarne poklice, mogoče bi lahko predlagali več dejavnosti tudi kot sezonska dela, predlagamo uvajalno obdobje za delavce, ki oddajo samo potrdilo o nekaznovanosti in v tem času, ko že delajo, dopolnjujejo ostalo dokumentacijo. Predlagamo različne ukrepe, ki bi pravzaprav omogočili, da smo konkurenčni ostalim državam, ki v tem našem okolju na ta način pristopajo k privabljanju tujih delavcev. Druga skupina predlogov pa se nanaša na organizacijske spremembe, predvsem na področju upravnih enot, kjer so postopki najdaljši in tam predlagamo dejansko elektronsko posodobitev, tako da imajo mogoče podjetja vstop v njihove vloge, da lahko vidijo, kakšen je status njihove vloge. Predlagamo enoten klicni center, predlagamo, da se okrepijo tudi tam, kjer je potrebno
Predlagamo tudi, da zbornica pomaga tam, kjer je potrebno dopolnjevanje vlog, da se usposobimo na tem področju. Skratka, več ukrepov, hkrati pa ali pa še posebej pa pozivamo vse vključene odločevalce, da iščemo skupne rešitve in vsak posebej tudi optimizacijo njihovih postopkov za to, da bi na tem področju lahko izvajali te postopke vsaj približno podobne našim sosednjim državam.